ti vztrajaš, da te dijaki tikajo. Ne vem, kako ti pa bilo, kot tam srečaš kralja, a je to razen prvega 3 leta si v bistvu ti hodila v italijansko šolo. Špikne tam, kjer malce boli. Se ti ne zdi, da sem to jaz? Tale žirafica je pa... To je pa moja druga ljubezen. Afrika je pravzaprav mogoče celo prva. Vražje dame se vam reče... Imam veliko čevljev. Okay. Moj mož bi rekel preveč. Ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, Učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, bleferaj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Drage Poljanke, dragi Poljanci, dobrodošli spet nazaj na naš podcast, na Poljanski kavč. Danes gostim eno zelo zanimivo sogovornico, gostim eno tako čistokrvno Poljanko, gostim enega izmed verjetno najbolj prepoznavnih imen naše šole, steber naše šole, tudi steber španščine. Skratka, z menoj je Natali Žlajpah. Pozdravljena. Hola. Hola, ok. Zdaj sem že seveda ne. Jasno je, da ko se pogovarjam s tabo, je jasno, da bom govoril o romanski kulturi, o tujih jezikih. Na nek način si bila že od malega z njimi obkrožena. Zdaj že tvoje ime je v bistvu izhaja iz francoske pesmice Natali. Kako to? Moj oče se je zaljubil v prvi LP Gilbert Becoja in to ime po pesmi Natali, vodički, ki v Moskvi vodi turiste, je izbral moje ime. Takrat je bilo to kar precej nenavadno, predvsem, ker sta želela z mamo, da je zapisano tako, kot se izgovori. V časih Jugoslavije Natali seveda ni bilo uradno ime, ampak Nataša, Natalija in podobne stvari, vendar sta očitno dovolj dobro vztrajala, da imam res v osebnih dokumentih zapisano Natali. In sem pravzaprav na nek način tudi zelo ponosna na to svoje ime in zelo jezna, kadar ga kdo interpretira na drugačen način. Eden izmed teh je bil profesor Maher, moj profesor slovenščine, ki je, kadar sem klepetala, kar ni bilo nepogosto, rekel, no Natalija, kaj ne? No in potem sem se umirila in od takrat naprej je bila spet Natali. Tako da ja, začetki so zelo francoski. Začetki so zelo francoski, nadaljevanje je tudi romansko, mogoče malo bolj italijansko. Ti si kot mladenka živela v Italiji. Bolj kot otrok, bi se reklo. Moj oče je bil predstavnik RTV Slovenija v takratni Jugoslaviji v Milanu. Z mamo sta se odločila, da bo šlo to za družinsko 4-letno bivanje, vendar je bil Milano takrat precej nevarna prestolnica Italije, brigade Rosse so se pojavljale, to je bila pač neka teroristična organizacija in oče ni želel, da bi živeli v Milanu, zato sta izbrala bivanje v sosednjem Komu, ob Komskem jezeru. Tam seveda nisem srečala Georgea Clooneyja, ampak kljub vsemu mi je bilo prijetno. Naučila sem se italijanščine na ulici. Prišla sem seveda kot nevedni otrok, bila sem stara slabih 6 let in Italijani začnejo hoditi v šolo, torej že takrat so hodili v šolo 6 in pa 7 leti v Jugoslaviji, tako da sem prvo leto preživela bolj ali manj na ulici s prijateljčki in se naučila pogovorne italijanščine, hodila že na neke krožke v šolo, potem sem se pa vpisala 1 leto kasneje in ja, italijanščina je pravzaprav bila potem skoraj moj drugi materni jezik. Ja, torej
In to je bila potem 4-letna avantura. 4 leta si, oziroma razen prvega 3 leta si v bistvu ti hodila v italijansko šolo. Ja, opravila sem prve 3 razrede osnovne šole, potem sem se vrnila v 4. v Slovenijo, takratno Jugoslavijo. Prva težava je bil jezik, ker sem jaz tako naravno, pravzaprav se naučila italijanščine, sem precej naravno tudi pozabila slovenščino. Doma smo se precej pogovarjali italijansko, zato ker sta tudi starša, moja mama je že prej znala precej italijansko, oče pa bolj malo, tako da smo pravzaprav na ta način doma tudi komunicirali in seveda okolje je bilo italijansko. Potem sem pa v zadnjem letniku pravzaprav začela ponovno brati slovensko. Besede so bile nenormalno komplicirane zame, veliko samoglasnikov in soglasnikov brez nekih pravih izgovorljivih tonov, kot vemo v slovenščini. Tako da sem se kar precej matrala, bi tako rekla, malo po domače. Potem sem pa prišla in sem verjetno malo tudi zaradi nekega jezikovnega posluha in talenta hitro usvojila ponovno slovenščino. Največja drama, ko pa sem prišla nazaj iz Italije v Jugoslavijo, je pa seveda bila, da sem prišla iz Italije, česar takrat v Jugoslaviji niso dobro razumeli, vsi Italijani so bili fašisti, tudi jaz, čeprav nimam nobene veze z italijansko kulturo. No, ampak tega mogoče nisem niti še tako dobro razumela takrat. Najbolj me je pa prizadelo to, da so seveda vsi moji sošolci že bili pionirčki v Jugoslaviji, jaz pa seveda nisem prvič imela pojma, kaj to je, drugič pa zakaj jaz nisem. Tako da potem sem bila v 4. razredu sprejeta v tako imenovano pionirsko organizacijo, dobila svojo prvo hrenovko in pomarančo. Zdaj, kaj pa je to pomenilo, poleg te čepice in rdeče rutke, pa takrat pravzaprav nisem prav dobro razumela, razen tega, da sem bila posmeh celi šoli, ker sem seveda Bog ve kaj naredila, da sem bila šele v 4. razredu sprejeta v pionirčke. Tako da osnovna šola Vič moja je poskrbela za moje prve travme v življenju. No, potem se te travme seveda nadaljujejo, ker si se vpisala na današnjo gimnazijo Poljane, oziroma takrat se je imenovala še Vide Janežič. In zdaj tle pride 3. romanski jezik, in to je španščina. Ti si že od samega začetka, to ni bil slučaj, da si ti, pristala v španskem razredu. Zakaj? Kaj je bilo na tej španščini takšnega, da te privlačijo? No, mogoče zanimiv najprej pristop k gimnaziji Poljane. Vse svetovalke v osnovni šoli so rekli, Natalija, pojdi na Ledino, tam je pedagoška smer, ti boš sigurno učiteljica. In jaz sem trdila, ne, nikoli ne bom učiteljica. Potem sem se vpisala na gimnazijo Poljane, kjer sem izbrala španščino. Po temeljitem pogovoru doma, priznam, namreč italijansko sem že zelo dobro znala, zdelo se mi je neumno, da hodim v italijanski razred in moja družina je bila vedno v osnovi malo avantgardna, znala je gledati naprej, razmišljati, mogoče tudi malo out of the box. In dogovorili smo se, da je verjetno španščina v tistem času, gre seveda za 80. leta prejšnjega stoletja, da ne bo pomote, za neko avantgardno odločitev. Verjetno sem bila ena izmed redkih v razredu, ki sem se odločila samostojno, da grem na španščino, zato ker sem pač želela neka nova obzorja, neka nova znanja. Zdelo se mi je, da mogoče bom pa en korak naprej pred ostalimi, ko bom znala špansko. Res pa mi je šlo zelo hitro in enostavno, podlaga italijanščine je bila močna in težav pri usvajanju španščine pravzaprav nisem imela, razen ko so si zadeve začele, bile so si tako zelo podobne nekatere stvari, da malo začneš mešati, definitivno, predvsem pa, ker sem jaz ohranila veliko prijateljstvo v Italiji in zvečer dvigneš telefon, te kriče prijatelj, se pogovarjaš po italijansko, naslednje jutro zjutraj v španščini in tako naprej. In ta povezava se mi vleče še danes med italijanščino in španščino. Seveda kot jezikoslovec potem to znaš malo odriniti na stran, Potem je seveda prišla še francoščina, kot 3. jezik na tej šoli. Tako da ja, sem pravi romanist. Ja, nekako so te, od vse posod so te obmetavali s tem, ker tudi sama francoščina tebe je poučevala profesor Neubauer, kar vsi tisti, ki jo poznamo, vemo, da sploh ni šlo drugače, kot da
obvladaš. Mi smo v 2 letih naredili snov, 4 leta. Zdaj, nekateri sošolci so znali samo en stavek, par skill plus. To je bil odgovor na vsa vprašanja profesor Neubauerjeve. Zdaj, nekateri smo znali malo več in smo potem v bistvu naredili izpit za 4 leta francoščine. Ampak moja današnja francoščina je malo zarjavela. Hodim sicer nekaj v Francijo, z Blažem imamo nekaj prijateljev iz Francije, ker je on delal kar precej časa za Renault. Vendar, če se sme, francoščina mi gre veliko boljše ob kozarčku rdečega vina. Bomo videli, ali bomo to cenzurirali ali ne. Ne bomo. Skratka, torej, že do takrat sicer ni bilo mature, ampak že do konca srednje šole si v bistvu ti obvladala 3 romanske jezike. Hkrati pa si imela tudi zelo rada slovenščino v srednji šoli. Tako da v bistvu sploh ni bilo druge možnosti, kot da greš študirati jezike. Se zelo motiš. No, povej. Torej, če začnem najprej slovenščino, doskrat se zdi, da je španščina moj najljubši jezik, to je seveda napaka. Moj najljubši jezik je slovenščina. Moja materinščina me osmišlja, do nje čutim neko veliko pripadnost. Še ko sem živela v Italiji, pa so me spraševali, ali si Jugoslovanka, sem vedno rekla ne. Sem Slovenka, znam slovensko, jugoslovanščina sploh ne obstaja. Z slovenščino se ukvarjam napol profesionalno, je jezik mojih čustev, mojih idej, mojih misli, mojih zapisov. In drugače si ne predstavljam, da bi bila jaz to, kar sem, če ne bi bilo moje slovenščine. Španščina je bila študijska izbira, vendar ne prva. Če bi šla danes študirati, bi verjetno študirala mednarodne odnose in diplomacijo, vendar je bil v mojih časih to zelo političen faks, takrat Fakulteta za družbene vede, FSPN smo ji rekli, ne? In nekako je družinski konzilij menil, da smo vendar zelo apolitični. Moj oče je zelo hitro v tistih 70 letih problematičnih vrnil partijsko knjižico, zaradi česar nam je bilo kar malo težko v določenem trenutku. Tako da ta odločitev, čeprav je bila mogoče, ne bom rekla moja prva želja, ampak sigurno nekako želja po neki širini predstavljanja neke svoje kulture v tujem okolju z širokim znanjem geografije, zgodovine, politike in jezikov, mogoče tista prva. Potem smo iskali neke obvode, kako pravzaprav prideti v neko tako mednarodno mentalno sfero. In španščina je bila pravzaprav kot nek jezik orodja, s katerim se bom lahko v bodoče tudi izražala in komunicirala v tujini. Če sem se odločala med jeziki, sem se skoraj odločila za slovenščino. Vendar, kot že prej omenjeni profesor Maher je začutil to mojo željo, enkrat me je poklical v enem odmoru, to ne vem, če si lahko predstavljate, v današnjih časih, to je bil starosta slavistike, že takrat se mi je zdel strašno star in zdaj ima 90 plus. In je rekel, Natalija, kaj slišim, slovenščino bi rada študirala. Sem rekla, ja, pa veste, pa vaše ure, pa tako je bil fajn, pa tako naprej. Je rekel, jaz ti svetujem, da ne. Jaz sem otrpnila, nisem sploh vedela, kaj naj si mislim. In je rekel, ti študija slovenščine ne potrebuješ, za vse stvari, ki bi jih rada počela v življenju, je slovenščina v tebi, znaš pisati, znaš govoriti, ukvarjaj se s čim drugim, česar drugi ne znajo tako dobro. Tako da potem sem poleg španščine pravzaprav iskala neko širino, ki sem jo zelo težko našla. In moja mati, ki je takrat veliko sodelovala s profesor Pokatajem iz etnologije in antropologije, me je skoraj prisilila, da sem šla enkrat na en pogovor k njemu, kot bom rekla, neko tako privatno, strokovno razpravljanje. In odprl mi je glavo, rekel je, v etnologiji in antropologiji boš najdla to interdisciplinarnost, to širino, ki jo kažeš in ki jo iščeš. Svetujem ti, da se tega lotiš, potem pa te bodo poti odpeljavale, kamor te pač bodo. In to je pravzaprav bolj neko naključje, kot res tista prva odločitev, da sem jaz študirala etnologijo in kulturno antropologijo ter španščino. Filozofska fakulteta je imela takrat 2 študija, A in B. Meni je po 2 letih ratalo dolg čas in sem se odločila za dvojni A študij, tako da imam danes 2 enakovredni diplomi.
No, ta zgodba slovenščino me malo tudi na mojo spominja, ker jaz sem tudi šel vprašati po koncu srednje šole, če bi bilo redo, da bi šel študirati slovenščino, pa sem tudi dobil en tak, mogoče raj ne, čeprav ni bilo tako romantično pol povedano naprej, zakaj ne, ampak sem vsem šel. Pol. Takih besed si človek zapomni, ne? Zdaj, če še malo pogledava nazaj na tvoje šolska leta na današnjih Poljanah, vi ste bili do neke mere malo poreden razred ali kako? Ja, prej si rekel Vida Janežič, torej to je bila srednja šola za splošno kulturo, družboslovje in splošno kulturo, mi smo bili družboslovni razred in to so bili časi usmerjenega izobraževanja. Seveda današnja mladina to težko razume, ampak Jugoslavija si je predstavljala, da mora ustvariti neke skupne temelje izobraževanja in ustvarjati delavce za delovno silo v tovarnah in podobne stvari. In seveda z bivšimi gimnazijci ni točno vedela, kaj naj počne, zato je ustvarjala tako imenovane srednje šole za splošno družboslovje in kulturo in tako naprej. Tako da v tem času, v katerem sem jaz živela, je naš razred bil mora biti malo poreben in revolucionaren, ker smo imeli kombinacijo gimnazijskih učiteljev, ki so še učili na Šubičevi gimnaziji, na Starih Poljanah in tako naprej, in kombinacijo novih nekih političnih moči, ki so se pojavljale takrat v izobraževanju. Ta kombinacija nam je prinesla precej odprtih vprašanj, zakaj pa tega ne smemo, pa zakaj unga ne smemo, pa mi res ne smemo povedati, da je določena politična ideja omejujoča. In ker so rekli ne smete povedati, smo iskali poti, preko katerih smo vseeno to izražali. In ena izmed teh je znana zgodba, da se je naš razred za pusta oblekel v nune in menihe. Religija je bila seveda v javni manifestaciji nekoč prepovedana v Jugoslaviji. Sošolka, ki je imela skoraj 2 metra, se je oblekla pravzaprav v cerkev, z nekim turnom in s kapelico. In smo hodili po šoli, ki je bila še zamrežena, torej naša okna tukaj so bila zamrežena, po hodnikih, in seveda ravnatelj je mislil, da ga bo infarkt, nas je skoraj izključil, ampak je ugotovil, da nas najbrž 30 ne more izključiti, zato nas je povabil na pogovor. In takratna razredničarka Klavdija Volk nam je pravzaprav nekako vedno stala ob strani, more biti nas celo malo podžigala, da smo bili še bolj nori, kot smo bili sicer. No, torej že to malo nakazuje to tvoje malo preverjanje tolerance drugih ali kako. Pa še ena stvar malo nakazuje na tvoje kasnejše udejstvovanje. Ti si bila predsednica dijaške skupnosti. To ne drži povsem. Igor Bergant je bil predsednik dijaške skupnosti, jaz sem bila njegova sopredsednica, pomočnica, bi se danes reklo, dijaške skupnosti, mladinska organizacija je bila to takrat. Bili smo tako aktivni kot današnja dijaška organizacija, spominjam se svojega 4. letnika, ko me pravzaprav skoraj čisto nič ni bilo v razredu. Tako da, hvala Bogu, ko si prej omenil, nismo imeli mature, ker sem bila odličnakinja, tudi nisem imela zaključnega izpita, verjetno bi padla, če ne drugo, bi padla matematiko. No, zdaj tukaj je bil en tak precej jasen namig za vse tiste, ki vas je tudi zelo malo v 4. letniku in imate maturo, da mogoče pridite nazaj v šolo. Je treba biti bolj resen kot vaša učiteljica. No, recimo, ja. In potem si šla študirati španščino, postala profesorica na gimnaziji Poljane, ampak tudi to ni bilo verjetno pač edina možnost, glede na to, da si delala na televiziji, še vmes še kot študentka, na govorniške tečaje si tudi hodila. Torej je bila tukaj neka, a je bila to želja, da bi bila pač na TV-ju ali kako je do tega prišlo? Ali je bilo to tako, mislim, ali je bil načrt, da ostaneš na TV-ju ali... To je tista moja osnovna lastnost, ker me zanima preveč stvari in čeprav nisem tehnica kot moji otroci, se zelo težko pravzaprav odločam na prvo žogo. Mogoče sem se zdaj malo čez leta to naučila. Takrat sem pa kot študentka menila, da moram to, kar mi je rekel profesor Bogataj, izkoristiti v polni meri in v življenju poskusiti res zelo veliko različnih stvari.
Poskusila sem se v novinarstvu in precej dolgo časa pravzaprav delala, najprej kot študentka, vsa študijska leta in potem tudi kot učiteljica na gimnaziji Poljane, kjer sem bila na začetku zaposlena polovično. Sem še vedno uspela kombinirati to svoje novinarstvo, predvsem v kulturni redakciji na RTV Slovenija in potem na kanalu A, kjer sem vodila eno oddajo, ki se reče Turistični bonton. Ni pa to edina obštudijska dejavnost. Jaz sem že kot študentka tudi učila na Šoltu, to se pravi, sem vodila tečaje španščine za študente, med drugim je hodil Igor Bergant, recimo, ki je edini slovenski novinar, ki pravilno izgovarja španska športna imena. Zdaj vemo, zakaj. Tako. Druga ali pa tretja stvar je bila pa turizem. Jaz sem naredila izpit za turistično vodnico v Sloveniji, najprej v Ljubljani pravzaprav, potem pa v Sloveniji in v tujini in sem zelo veliko časa vodila. Vendar to so vse stvari, ki šolo ne grejo skupaj. Zdaj, ko so me povabili v šolo, to je bilo relativno nenavadno, iz danes na jutri, če malo karikiram, sem imela včeraj izpit iz didaktike poučevanja španščine, naslednji dan so me poklicali v šolo, ker kolegica, ki je do takrat učila španščino, ni želela več toliko španščine, želela se bolj posvetiti francoščini in potem odšla še naprej po svojih drugih poteh. Tako da pravzaprav jaz se vedno malo polnim tudi z drugimi stvarmi, ki niso izključno povezane z mojo ozko profesijo. To počnem še danes, kajti dostikrat si rečem, kaj bi pa bilo, če se ne bi ravno v tisti trenutek tako odločila. Mogoče bi pa pristala popolnoma drugje. In mislim, da me ravno ta širina in ta želja po nečem novim, po nečem drugačnim, po eni strani zadržuje na šoli, kajti vsak pravi učitelj ve, da je vsaka njegova ura drugačna, čeprav misliš, da bo enaka, je popolnoma drugačna in to me osrečuje. Zaradi tega, ker nikoli ni enako, ker so otroci vedno po srcu dobri in če uspemo najti to kemijo, je zelo, zelo fajn. Po drugi strani se pa izpopolnjujem tudi seveda s kulturo, s potovanji, z mojimi psi. Do vsega tega še pridemo. Katerimi pač preživljam, tisti del časa, ki ga ne preživim v šoli. Ja, no lej, glede na to, da si poimenovana po turistični vodički, bi bilo pravzaprav sploh zelo luštno, če bi to tudi dejansko pol počela. Čeprav na nek način saj si vodiča, sam na eni drugi malo metaforični ravni. In ta sfera je mnogo prijetnejša. Biti turistični vodič, nekoč mogoče je bilo celo malo drugače, ampak res se naveličaš tega konstantnega stika, impresije ljudi, ki so prepričani, ne da so kupili turistični aranžma, ampak da so kupili tebe. Tako da sem bila po 10 letih kar nasičena in vesela, da sem potem kdaj lahko odgovorila, joj, te ture pa ne morem izpeljati, zato ker sem zdaj v službi na gimnaziji Poljane. Mi je pa mogoče malenko žal za eno stvar, ki sem jo takrat izpustila. Namreč iz neke turistične agencije so me klicali, da bi zaradi daru govora, ki so ga začutili, pri meni izpeljali prvo turo za slepe v Sloveniji, in takrat so bile pa moje obveznosti na gimnaziji Poljane že tako, bom rekla, rigorozno determinirane, da mi tega urnik ni dopuščal, tako da to pa je ena stvar, ki jo nisem izpeljala, pa bi bilo verjetno lepo, če bi jo. Tvoj način poučevanja je v bistvu dost nenavaden že v tem povsem formalnem smislu. Namreč ti vztrajaš, da te dijaki tikajo in tudi, da ti pravzaprav ne rečejo profesor Šlajbah, ampak da ti rečejo Natali. Zdaj, jaz sem sicer to, ko sem jaz hodil na Poljane, seveda si ti že poučevala, jaz sem vedel, kdo ti si, vedel sem za to, pač, da se te tika in tako naprej, ampak ko sem pa potem nazaj prišel kot profesor, se pa prav spomnim, da mi je bilo blazno čudno, jaz sem bil še čist zelen, ne vem, prva 2 meseca, mogoče sem bil tukaj in je ena dijakinja potrkala na vrata in je rekla, a je Natali tukaj. In jaz sem si mislil, kaj zdaj s to mladino, sam še tika, pa z imeni govori. Ampak ti na nek način s tem pravzaprav kaj izražaš? 2 stvari.
Prvič, ko sem jaz prišla na šolo, sem bila še mlajša kot ti. Stara sem bila 23 let, absolventka. In tele moji dijaki 4. letnika so bili samo tokle mlajši od mene. In je bilo res nerodno, se pustiti imenovati profesor Žlajpah. Jaz sem tudi malo problemov vedno s svojo starostjo. Tisti teden okrog mojega rojstnega dne, ki zdaj prihaja, mi ni najljubši, zato ker mi številka ni tako zelo všeč. In verjamem, da so neki odnosi, predvsem stvar neke globine in ne nekih formalizmov. Drugi vzrok je pa verjetno tudi v španski kulturi. V španski kulturi izginja vikanje, čeprav seveda vikalna oblika ostaja, ampak spominjam se 2 anekdot, ko mi je v tikanju bilo nerodno. Ena je bila grozna, ko je prišel španski kralj v Slovenijo in nas povabil na otvoritev Aule Cervantes. Seveda, kraljevi protokol zahteva nekaj posebnosti, ne pa tako kot angleški protokol, torej pri španskem kralju se ne priklanjamo več, ampak spoštljivo rokujemo in pozdravljamo, tudi rokovanje je nekaj, česar španska kultura sicer ne pozna. No, in potem španski kralj reče, ja, ti si pa Španka, pa sem se rekla, ne, kje pa, jaz sem pa čista Slovenka, Joj, pa ti govoriš boljše špansko kot moja žena Sofija, ki je že ne vem koliko let v Španiji z mano. Takrat mi je bilo res izrazito nerodno in jaz seveda ga nazaj vikam in tako naprej. Je rekel, no, ampak lahko ti pa še nekaj povem o španskem jeziku, mi se tikamo, ne vikamo. Torej, zdaj, če kralja ne moreš vikati, zakaj bi vikali mene? Torej, španska kultura je izrazito tikalna, tudi dotikalna, se pravi to, kar meni veliko pomeni, nek tesen stik s človekom, ki je tudi fizičen, zato se Španci tudi na Poljanah veliko objemamo. In še enkrat, verjamem, da v formalizmu, ki je včasih seveda nujno potreben, se včasih skriva nekaj površinskega. To, da pa meni dijaki in starši rečejo Natali, zahteva pa zelo veliko poguma in zelo veliko pravzaprav ustvarjenega odnosa, da to pride po naravni poti. Tako da ni stvar v tem, da bi bila naša mladina nevzgojena, ampak se jaz tako počutim in se še danes, kljub svojim 50+, še vedno tako počutim. No, sej tudi kralj je bil verjetno 50+, To je bil prejšnji kralj, Juan Carlos. Prej si rekla, dotikalna kultura, on kaj več kot stisk roke pa ni bilo, upam. Z mano ne. No, ja, ker mogoče malo problematičen gospod. Ja. Veliko 500 strani je napisanih o teh z njegovih zgodbah. Ja, ampak... Ja, Borboni so posebne kaste. Ja, no, so bliže v Franciji, Sicer, ti je, ne vem, kako ti pa bilo, kot tam srečaš kralja, je to nekaj posebenega, rekla si, da si bila malo živčna, ampak kako pravzaprav to, kaj gre skozi človeka, ko ga nagovori kralj? Ja, jaz mislim, da predvsem preden stopiš pred kralja, gre čez tebe ena nevihta nervoze, potem pa mislim, da je najin pogovor bil tako spontan in njegova pohvala, da je moja španščina fajna, in da zgledam in slišati sem špansko, je sprostila pravzaprav to tenzijo. Vesela sem, da me je takrat Filozofska fakulteta, oddelek za hispanistiko povabila na to srečanje in dala težo tudi pravzaprav poučevanju španščine v gimnazijah. Z Aulo Cervantes smo odprli nov kulturni prostor v Sloveniji in kar nenavadno je pravzaprav, da kralj pride na tako odprtje. Zdaj mali ima zasluge za to njegov sin Felipe, ki je bil sošolec našemu takratnemu ambasadorju v Španiji, Tomažu Lovrenčiču, skupaj sta študirala v Ameriki in jaz mislim, da je šlo tukaj za splet nekih srečnih okoliščin. Tako da smo potem tudi pri gospodu Tomažu Lovrenčiču večkrat gostovali v okviru izmenjav ali kaj podobnega in nas je zelo podpiral pri promociji španske kulture. Tako da sem ponosna, da kralj in bivši kralj vesta, ki je Slovenija. Ok. Ampak ti pol malo škoda, ker je pač ta kralj glih, glede na to, da si ga
spoznala, da si z njim lahko par besed spregovorila, da se je izkazal kot problematičen? Jaz mislim, da v smislu, kot smo ga mi spoznali, kot nosilca neke španske kulture, ni problematičen. Pač njegove osebne zgodbe, povezane z Afriko, z nosorogi, z ljubicami in podobne stvari, so pač njegova osebna stvar. Če bi bil moj predsednik, bi se seveda s tem obremenjevala, a ne tako pa. Je pa vsem. Ni mi čisto vsem, sem pa ponosna, da je abdiciral, kar ni prav pogosto v kraljevih družinah. In poskušam verjeti, da je Felipe nekoliko drugačen, čeprav jaz nisem prav velik rojalist. Sem prepričana, da so neke kraljeve družine stvar preteklosti in modra kri je pač rdeča. Še se bom malo vrnila na tvoj primarni poklic, da je tako reči. Izjavi, da si nekoč razred je moj gledališki oder. Kako pravzaprav torej ti dojemaš to svoje poslanstvo, bi verjetno lahko temu rekli? A je tukaj, seveda jasno, zagotovo ne gre samo za poučevanje tujega jezika. Zakaj pravzaprav gre? Torej, da ne bo pomote, jaz v gledališču, v pravem gledališču na odru se nikoli ne vidim. No, ja. In tudi moja ustvarjalnost ne seže v umetniške vode. Ta citat govori o tem, da je učitelj kot nek usmerjevalec, kot si rekel na začetku najega pogovora, en velik igralec. Jaz se igram v razredu z jakostjo in tonom svojega glasu, tudi s prezenco, zelo veliko se premikam, zelo veliko maham, kažem in na ta način pravzaprav pritegnem neko pozornost in dosežem neko sodelovanje. Seveda je pa to samo nek zunanji izraz tistega širšega poslanstva, o katerem ti govoriš. Že na začetku sem omenila, da verjamem, da so vsi dijaki po srcu dobri ljudje in da jih je pač v tem obdobju, ki je zelo prijetno na nek način za učitelja, pa zelo težavno za dijaka, v tem obdobju adolescence treba tlakovati pot tem ljudem, da pač sami hodijo po njej, da se kdaj tudi spotaknejo, da je kakšna stopnica včasih previsoka in moja vloga je tukaj, da jim stojim ob strani, da jim kažem pravzaprav, kako lepo je v življenju znati premagovati težave in se iz tega kaj naučiti in da je fiktivni svet, ki ga danes živijo v smislu raznih podob iz socialnih medijev in tako naprej, tako napačen, da bolj ne bi mogel biti. In jaz ne verjamem, da je potrebno biti vsak dan najsrečnejši, najlepši in najuspešnejši. To je moje poslanstvo, da z otroki odkrivamo lepote španščine, njene kulture, da s potovanji, ki jih, kot veš, veliko organiziram, spoznavamo svet, da nikoli ne bivamo v hotelih z ne vem kolikimi zvezdicami, ampak da spoznavamo način življenja ljudi, predvsem umetnike tistega področja, indijanske kulture tistega področja in da se zavemo te raznolikosti, ki v svetu vlada. In da se ob tem naučimo tudi marsičesa o sebi. Tudi program mednarodnih izmenjav, ki smo ga začeli, pred toliko in toliko leti, se danes razvija v mnogo pomembnejšega, kot je bil včasih, po mojem mnenju, zaradi tega, ker dijaki morajo spoznati, da obstaja še nekdo drug, za katerega je treba skrbeti in hkrati s tem spoznavajo tudi sebe. Včasih pride kakšna dijakinja in mi reče, Natali, zdaj razumem mamo mojo, ki reče, kako težko je včasih s puncami. To so moja poslanstva. Torej, želim si, da bi se moji dijaki, Poljanci, razvili v odprte, odkritosrčne, razgledane in pač odgovorne Poljance. Zdaj te bom vprašal eno vprašanje, ki ga mogoče verjetno tega že kdo vprašal, zagotovo ga pa nisi bila vesela, ker se zavedam da je vprašanje trapasto. Namreč, v današnjem času, zakaj je pravzaprav smiselno znati nek tuj jezik, če imamo pa translatorje na telefonu? In če dam recimo za en primer, jaz sem pred kratkim bil pač v neki državi, kjer nisem poznal niti ene besede, niti pisave nisem prepoznal
In vendar nisem imel absolutno nobenih težav, ker sem se z najbolj preprostimi aplikacijami na telefonu lahko čisto dobro znašel. Torej, kaj odgovoriš takmu človeku, ki ti reče, povej Natali, zakaj bi pol jaz moral znati špansk? Zato imam dva, po mojem, relativno dobra odgovora. Prvič, z učenjem jezikov v možganih sproščamo še marsikaj drugega, ne samo kako se sprega glagol biti. Ampak naši nevroni začnejo potovati po neki drugi smeri in začnejo primerjati, začnejo poslušati, začnejo, bom rekla, argumentirati. Skratka, z učenjem jezikom se ne učimo samo jezika, ampak se naučimo tudi načina razmišljanja. Katerikoli jezik pač to je. In več jih je, dokazano je, naši možgani drugače delujejo. Zato, ko me dijaki v razredu vprašajo, Natali, koliko jezikov znaš, z veseljem povem, da jih je ene boljše, ene slabše, ampak težko bi se mi zgodilo, razen na madžarskem, da ne bi čisto ničesar razumela. To se pa mi je letos zgodilo na madžarskem, ko mi je natakarca rekla, ja pa dajte v Google foto, pa slikite, pa translate, pa tako naprej. Ok, se to zgodi. Druga stvar je pa ta, da z učenjem jezika, to pa je po mojem tisto, kar si želel tudi slišati od mene, posebno učim kulturnih, bom rekla, ne vzorcev, ampak načinov razmišljanja, da je včasih pomembneje kot znati spregati glagol biti, kako pozdraviti Španca, kako ga ne užaliti, kako jemo Španci, kako preživljamo prosti čas in zakaj se nikoli ne pogovarjamo o vremenu, ampak vedno o športu. Prihaja španska kultura, prihajajo tradicije, prihajajo neke navade, ki pa jih je težko najti na translateu. In z njimi mnogokrat bolj užalimo, kot pa če ne znamo spregati nekega glagola. Tako da jaz sem prepričana, da tudi če bodo translati prevzeli mojo funkcijo ali pa umetna inteligenca, funkcijo učitelja tujega jezika, ne bodo nikoli prevzeli funkcije učiti se o načinu življenja, o posameznih kulturnih stereotipih in kako jih premagovati. Mogoče je tukaj skrita noter tista moja antropološka izobrazba, kjer pravzaprav želim, da jezik gledamo kot celoto. Jaz mislim, da učim najlepši predmet na svetu, ker je prvič jezik krasen, je speven, je v osnovni stopni relativno enostaven, potem se začne zelo hitro komplicirati, ampak vendarle, ta osnovna komunikacija je lahko zelo hitra. Po drugi strani je pa to jezik velikih kultur, krasne geografije, zanimive zgodovine, krasne hrane. Kaj češ lepšega? Torej, najlepši jezik in potem takem tudi ta poklic je najlepši poklic na svetu? Zame sigurno. Je? Ja. Odlično. In vendar, še eno izjavo tvojo bom izpostavil. Nekoč si rekla nekomu, ne priporočam študija španščine, težko boste dobili službo. Če pa že, vpišite pedagoško smer. Tako da tle se malo to zrcali. Zdaj, to izjavo bom jaz porabil za neko izhodišče, namreč v trenutku, ko midva tole snemava, je slovensko šolstvo v krizi. V bistvu tudi, ko vi to gledate, je slovensko šolstvo v krizi. Namreč danes je verjetno lažje dobiti službo profesorja, kot 10 let nazaj. Ampak kaj misliš, da bi se dal narediti s šolstvom, glede na to, da si pravzaprav se upenjaš v ta šolski sistem dosti bolj kot samo s tem, da poučuješ en predmet na neki šoli. Kaj misliš, da je tisto, pa ne zdaj, ne pričakujem, da boš postregla z neko rešitvijo, ampak mogoče sam z razmišljanjem, kam gre tole naše šolstvo? Trenutno bi se strinjala s teboj, da je kar precej v krizi. Pa ne zaradi mladine same, ampak zaradi sistema samega, ki je v nekem trenutku verjetno hotel preveč, dosegal premalo. V osnovni šoli, kjer naj bi se postavili neki temelji za bralno pismenost in za pisanje, se dela vse preveč nekih drugih, po mojem mnenju, podrobnosti, ki so stvar nadaljnega izobraževanja. Torej, tisto, kar pogrešamo, ko dijaki prihajajo v srednjo šolo, je to, da bi bili to pismeni ljudje. Namreč
Prepogosto se danes pojavlja stavek Natalij ne razumem stavka. Pa je vse naj v slovenščini, kitajščini ali v španščini, kar pomeni, da nam manjka te bralne rutine in da nam manjka, čeprav profesor Kozma reče v teh zadnjih intervjujih, da zelo veliko beremo, ampak kvaliteta besedil, ki jih beremo, ni primerljiva z, bom rekla, zahtevnostjo besedil, ki se pojavljajo na višji intelektualni ravni, kar gimnazija prav gotovo mora biti. Tako da sodelujem, kot si podtalno omenil, pri prenovi učnih načrtov. Sem pa tudi soavtorica oziroma recenzorka prejšnjega učnega načrta za španščino. Se pravi, v lastno skledo težko zelo veliko pluvam, ampak menim, kljub vsemu, da je poučevanje jezikov na slovenskih šolah relativno kvalitetno. In da smo sigurno primerljivi, če ne celo boljši od večine drugih evropskih narodov, predvsem v tej potrebi, da čutimo zares, da moramo druge jezike znati, ker je slovenščina pač jezik 2 milijonov prebivalcev. V novem učnem načrtu si prizadevam predvsem za neko sistematizacijo, kjer bodo učiteljice znotraj nekih novih terminologij in nekih novih medpredmetnih povezav in nekih novih evropskih dokumentov najdle samo sebe. Namreč prepričana sem, da je učitelj dober predvsem takrat, ko se sam najde, ko najde neko pot, ki je samo njegova. Jaz sem se veliko učila od tvoje mame, ki mi je pa vedno rekla, Natalija, jaz delam to pa to, ti pa naredi to po svoje. In te besede so mi zelo veliko pomenile, zame je bila Mariča Pohar pač najboljša učiteljica na svetu, predvsem pa najboljša kolegica, ampak je vedno poudarila, to moraš ti narediti tako, kot tebi paše, če mal zdaj po domače povem. Tako da jaz mislim, da slovensko šolstvo se celo včasih mal prehitro obrača k nekim novim idejam. V šoli namreč vsaka stvar, ki jo uvedemo, potrebuje res zelo veliko časa, da jo spravimo v prakso in se mi zdi, da reforma na reformo in reforma je prevečkrat izgovor za to, da samo nalagamo neke nove vsebine in da pustimo premalo časa, da se pravzaprav stvar, bom rekla, globinsko bolj obdela. Rešitve ni neke zelo velike vsebinske, ampak jaz mislim, da mi velikih vsebinskih problemov nimamo. Naš velik problem je, da naša družba, tako politična kot sicer, ne cenita šolstva, kar kažeta ne samo s plačnim sistemom in tako naprej, ampak tudi z, bom rekla, poimenovanjem učitelja kot poklica. Ko imamo mi obletnico mature, mi še vedno po 30 in več letih rečejo, Natalija, si še vedno samo učiteljica. In drugič, da družba ne ceni več znanja kot neke vrednote. Ko sem se jaz vsak dan spuščala na gimnazijo Poljane in je bila naslednjo uro slovenščina profesor Mahar, če nisem bila pripravljena, mi je bilo neroden. Danes mislim, da tega ni več. No, ampak še vedno, čeprav recimo, da pada ta odnos do znanja, ti se še vedno ukvarjaš tudi z, si članica državne tekmovalne komisije, si soavtorica, torej, kot smo že rekli, učnih načrtov, potem priročnikov za maturo, glavna ocenjevalka na maturi. Torej, očitno je, da ti je pomembno, da se tudi na tej ravni ukvarjaš s šolstvom, ampak kljub temu pa, če znanje ali pa odnos do znanja pada, a se splača pol s toliko stvarmi ukvarjati? Ja. Ali gre za eno stvar, v katero mi pač verjamemo, da jo pač delamo in da zato delamo dobro? Ja, to, kar si nazadnje omenil, jaz verjamem v svoj poklic in verjamem v to, da je moje poslanstvo dobro, zato sem v razredu. In nikjer nisem rajša kot v razredu. Tisto prvo, o čemer si pa govoril, pa ne gre toliko zame, jaz imam namreč s tem kar precej dela in precej časovnih obremenitev, ki niso vedno usklajene z mojimi družinskimi obveznostmi in jih daj tudi poslušam na ta račun. In ker tudi nisem več najmlajša, zelo težko delam do 4 po noč, kot sem pač včasih, ko sem bila stara 20+. Ampak veš, kaj je tisto, kar me v bistvu žene, je odgovornost do stroke. Ti predavaš predmet, ki je obvezen v slovenskem šolstvu. Moj ni. Moj jezik je izbirni. Ko sem začela učiti, je bilo pred mano 14 dijakov. Imela sem polovično obveznost.
Danes je Špancev na tej šoli 400 in smo 3 učiteljice. Torej, odgovornost do stroke, do tega, da nas ne bi nekoč pozabili, ker se tudi to lahko zgodi. Španska moda gre v nekih valovih. Se spomniš, leto 92, olimpijske igre, Sevilja, svetovna razstava, kulturna prestolnica. Potem je prišla gospa Merkel in so hoteli vsi na nemščino, ker bodo vsi dobili službe v Nemčiji. Potem se je zgodil nov predor španščine in tako naprej. Skratka, odgovornost do svojega poklica in do stroke je tisto, kar me vodi. Kar te vodi. Predvsem pa seveda je ključna beseda interdisciplinarnost. Brez tega pa definitivno ne gre. Ja, beseda, s katero sem bila sprejeta na fakulteto, pač morate vedeti, da jaz sem začela študirati v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko te termini seveda niso bili še v vsakodnevni rabi in popularni. Seznam strokovne literature za moj sprejemni izpit iz antropologije in etnologije je bil neskončno dolg. Vsa 4 leta zgodovine, sociologije, slovenščine, skratka, očitno je bilo, da so želeli neko splošno znanje in širino. In jaz sem pristopila k profesor Klavdiji Vovk, ki je bila moja razredniča, ki sem rekla, Klavdija, prosim na pomoč, kaj naj storim, na kaj naj se pripravim. In rekla, Natali, pusti, to imaš in sigurno bo. In v resnici sem bila na sprejemnem izpitu 3 minute, ker so me vprašali, zakaj ste se odločili za študij etnologije in kulturne antropologije. Sem rekla, ker se mi zdi interdisciplinarna veda. Hvala, sprejeti ste. Tako da ja, ta beseda me utemeljuje, kljub vsemu, moram reči tudi v nadaljevanju. Ko predavam španščino, se poigravam z geografijo, z zgodovino. Pri pač mojih urah ne morejo reči, da so to pozabili, ker so prejšnjo uro v prejšnjem nadstropju imeli geografijo, ampak je treba tudi geografijo znati pri španščini. Hkrati se mi zdi, da človek, ki razmišlja široko in ki razume nek humanističen obstoj in soodvisnost vseh ved, lahko mogoče boljše vodi ta svet, boljše razume neke potrebe sodobnega človeka. In to je pač tisto, ki me včasih tepe, sem zelo hitrih misli in zelo hitrih povezav, kar ni vedno zaželeno. No, ampak seveda Natali ni samo španščina, prej smo tudi omenili, da seveda znaš italijansko, da znaš francosko, tudi če mogoče malce zarjavelo, ampak zagotovo je dovolj dobro, da se znajdeš. Tudi malo si namigala, da znaš še nekaj tujih jezikov. Zdaj, jaz sem na hitro, si v glavi, tam nekje do 1,6, je malo premalo, sem rekel. Ne bova štela, ampak torej moji močni jeziki so sigurno te, ki si jih naštel, Pač kot etnologinja in kulturna antropologinja sem v času fakultete se morala učiti tudi nemščine in ruščine, tako da v tistem času bi lahko rekla, da sem tudi nekaj rusko in nemško znala. Se znajdem, me ne bi prodali, tako kot vsako stvar v življenju je pa tako, da če se je pač ne lotiš resno oziroma se z njo potem v nadaljevanju ne ukvarjaš, nekako zarjavi in je tukaj zadaj. Z ruščino smo se pa še večkrat srečali v življenju. Žiga in Jaka, moja dvojčka, plešeta rock'n'roll in dokler se ni zgodila ta Rusija, o kateri danes tako govorimo, smo veliko potovali v Rusijo, torej ona dva, in tudi tukaj sta se učila ruščine, tako da je bila nekako prisotna. Definitivno pa nisem noben strokovnjak. Verjamem, da nam jezikovno znanje v življenju omogoča neko širino in težko bi rekla, da ko pridem v neko državo jezika ne prepoznam. Torej madžarščina. Ja, madžarščina je pa, torej jo prepoznam, ampak seveda ne vem, kaj pomeni. Portugalščino se pa tudi gotovo. Ja, portugalščino seveda razumeš, kot hispanist. Je ena mojih skritih želja za 3. univerzo, ampak mogoče zdaj razmišljam, da bi bilo najbolje najbrž obrusiti najprej francoščino in potem se lotiti portugalščine. Kaj pa kakšen drug jezik, ki ni romanski, da bi imaš željo po kakšnem, da bi se ga še naučila? Dvomim. Ok, prav. Zdaj bo malo bova šla na potovanja, ki so tvoja strast, sploh zdaj, ko nisi več turistični vodič oziroma vodička. Verjetno ne pretiravam, če rečem, da največkrat si bila v Španiji.
Ja. In verjetno v Španiji si bila vse povsod? Ja. Kje pa najboljš v Španiji? Na severu. Na severu? Zakaj? To je zame južna Španija zelo stereotipna. Nekako jo zelo hitro izenačimo z flamenkom, z bikoborbami in stvarmi, ki meni niso blizu. Hkrati je tudi južnaški Španec kar precej naporna osebnost. Če misliš, da jaz veliko in glasno govorim, potem nisi spoznal še pravih južnaških Špancev. Severnjaki so pa relativno nam bližje po načinu razmišljanja in po, bom rekla, kulturi. Zgoraj so Baski, ki so zame izredno zanimiv narod, zelo poudarjajo svojo seveda identiteto preko jezika in preko svoje kulture. Imajo strašno dobro hrano. Jaz sem namreč velik gurman in pravzaprav mi hrana pomeni eno pomembnejših stvari v življenju in sicer, da jo navežem na državo, v kateri sem, potujem in hkrati, da to prenesem tudi v svojo dnevno rutino. Naša družinska kosila ali večerja še vedno, tudi ko so se otroci razselili, so posebna druženja, kjer mi je pomembna tako kvaliteta, raznolikost, tudi estetika hrane. In seveda hrana je prav gotovo najboljša na severu Španije. Moraš biti pa mesojedec. Prav tako je zelo zanimiva Galicija, ki je sicer relativno revna, originalno, bom rekla, gledano španska pokrajina, vendar se v zadnjih letih zelo prijetno in prijazno razvija. Galicijci so odprti in prijazni ljudje, ne pa vsiljivi. Tam so pa ribe, tiste, ki jih pač gurmansko determinirajo. Tako da prepotovala sem v celoti Španijo in pač sever je sigurno stvar, ki jo relativno malo ljudi pozna in ki je vredna ogleda. Torej, če bi šla zdajle, recimo med naslednjimi počitnicami v Španijo, bi šla na sever? To pa najbrž ne, ker naslednje počitnice so novembra, bodo hladne, v Baski že itak, pa v Galiciji veliko dežuje, tako da sigurno ne bi šla tja. A recimo, če je idealno vreme, bi šla verjetno na sever? Bi šla, kot sem že velikokrat bila in se ponovno vračam. Torej ta ideja, glede na to, da si velikokrat bila v Španiji, te ne moti, bi šla še ali imaš Španije že malo vrh glave? Nimam je zaradi tega, ker poznam tam veliko ljudi, ki so postali moji prijatelji. Hkrati je težko tudi za Slovenijo reči, da jo poznamo, čeprav mislimo, da jo, in vedno najdemo nekaj novega. Tako da v Španijo se zelo rada vračam, pravzaprav, še rajše se pa potem vrnem v Slovenijo. In ko si prej omenila hrano, pa si rekla, da zelo rada povezuješ določen tip hrane, pa določeno jed z državo, ima torej Španija najboljšo hrano? Lahko tudi kdaj rečeš, da Španija ni v čem najboljša? Sigurno razmišljam o tem, da bi to tako rekla, ampak še prej bi te pa popravila, da mogoče te vrednostne sodbe, kaj je najboljše in najslabše niso glih moja, bom rekla, najmočnejša točka. Rada imam italijansko in špansko hrano in jo v svoji dnevni kulinariki relativno enakoverno mešam. Tudi francoska kuhinja mi je blizu, pač angleška pač ne. Torej ne delaš shepherd's pie doma, ampak churrose. Ne delam churrosov doma, jih pa v Španiji poskusam. To je najbolj stereotipna stvar, ki sem se v tem trenutku spomnil. Ne, če me vprašaš po najboljši španski hrani, je to jamón de pata negra, torej španski pršut. To je iz tam dol. Iz tam, kjer je bil Kiko doma, iz Extremadure. To so tisti prašički, ki je samo želod in njihova noga pršutova je potem najboljša. Odlično. 100 €. To je pa malo problem. Sicer pa seveda, država ni samo hrana, je tudi kultura. To imaš pa prav recimo sabo. Verjetno govorimo o dveh umetnikih, ki te navdušujeta. Eno je, torej tamle imamo, oziroma to je za očala etui, na katerem je slika, ki je narisal Picasso, in imamo te neznane ustnice od Dalija. To sta v bistvu oba malo bolj spet out of the box umetnika. To verjetno ne more biti naključje. Ne. Prvič, če si večkrat v Barceloni kot v Ljubljanskih mostah, iščeš
neke posebnosti. Ne? In zdaj ta dva avtorja seveda danes nista nobena posebnost, ampak ko sem bila jaz v Španiji prvič kot srednješolka in potem takoj kot vodička, so bile to stvari, ki v splošni javnosti še niso bile tako zelo prepoznavne. Picasso in Dalí sta mi všeč zaradi tega, ker oba ustvarjata, bom rekla, mogoče za tiste čase nenavadne stvari, ki so mogoče bolj inovativne in verjamem, da je to tudi ena izmed stvari, ki mene opredeljuje. Torej, ko peljem dijake recimo v Figueres, v muzej Salvadorja Dalija, pa me vpraša, kako naj gremo, Natali. Sem rekla, kakor želiš. Ta muzej je narejen kot labirint in vedno se zgubiš in prav je, da se zgubiš, ker vedno najdeš nekaj novega. Torej, te ustnice so seveda najbolj znamenite, to je v resnici kavč. Ja. Ampak vedno, ko jih pogledam, si rečem, tole se mi pa zdi mogoče pa nek nov pogled, ali pa ko pogledam Dalijeve poslikave sten z njegovimi spolnimi frustracijami, vidim spet nekaj novega. In moj pogled na umetnost ni zelo strogo teoretičen, ampak je bolj kakšen umetniški vtis pusti gledalcev. Seveda pa cenim oba avtorja v svoji podobi neke inovativnosti in kreativnosti. Recimo Picasso mi je precej ljub, pravzaprav v tej svoji surrealistični fazi, v kubizmu in njegova slika Guernica mi je posebej ljuba. Seveda mi pa kot osebnost ni bil všeč, ker je tako pometal ženskami in jih imel za inspiracijo, kar je sicer zelo lepo, ampak ni jih pa treba odvreči. Tako da tudi Dalí je seveda osebnostno izrazito problematična, osebnost z svojimi frustracijami, ampak njuna umetnost je pa verjetno večna in vedno zanimiva. In bi rekla, glede na to, da očitno si ljubitelj umetnosti, slikarstvo ti je najljubša panoga oziroma ta upodobitvena umetnost? No? Upodobitvena ja, če bi morala izbirati, bi bilo to prav gotovo kiparstvo. Sem velika ljubiteljica Fernanda Botera, torej kolumbijskega kiparja, ki je značilen po zelo širokih gospodičnah. Rečončas jim reče, Mona Lisa njegova recimo ima konkretne okončine in podobne stvari. In tudi sicer mi je kiparstvo, torej plastika, pravzaprav skoraj najljubša. Od ostalih umetnosti mi je verjetno najbližje ples. Bila sem popolnoma neprofesionalna, ampak plesavka v svoji mladosti. Zdaj se pa že, pravzaprav, če zdaj se štejem, že 20 let družim s plesalci rock'n'rolla zaradi svojih otrok, ki pišeta svojo rock'n'roll zgodbo. No, do tega bomo še prišli, do tega plesa, ampak še mečko ostava tukaj le pri tako zelo španskih stvareh. Že tudi prej si omenila, pogovarjajo se o športu. A si potem ti tudi ljubiteljica športa? Ne vem, recimo verjetno fuzbal je, nogomet je morda najbolj popularen šport tam, ali sem spet malo preveč stereotipen? Vprašal si mi dve stvari, a sem ljubiteljica športa ali je v Španiji zdaj fuzbal ta glavna zadeva? Oboje je lahko, ja, ok, no, evo. Moj oče je bil športni novinar v svoji mladosti in vedno smo spremljali šport in avtor prvega slovenskega športnega časopisa Polet, tako da šport je bil del mojega življenja v tem smislu spremljanja športnih dogodkov zelo dolgo časa že. Potem se je zgodila Španija in v Španiji, kot rečeno prej, se ne moreš ne pogovarjati o športu. To dvoje zelo dobro povezuje moja družina, v moji družini so 3 moški, 2 sinova in mož in vsi so športni ljubitelji, vsak svoje športne panoge. In jaz kot ženska sem precej enakovredna sogovornica in navijačica. Verjetno ne poznam vseh podrobnosti, ki jih poznajo oni, ampak vem pa za vsak športni rezultat. In to so opazili tudi moji španski kolegi. Tako da, ko zmaguje Roglič na Vuelti ali kaj podobnega, takoj pridejo mesiči španskih moških kolegov, ki vejo, da bomo žaljeni, če ne bodo reagirali, ker seveda ne samo španski, tudi slovenski šport dosega svoje velike uspehe in to tudi v Španiji. No in potem, če je v Španiji tako zelo popularen nogomet, a je to potem tudi tebi dejansko zanimiv nogomet ali si v bistvu to malo sprejela, ker je to del španske kulture,
da se potem malo bolj zanimaš za to, ali kako je s tem? Ja, da bi bil nogomet moja najljubša športna panoga, ni. Ja. Pač eni tam laufajo za neko žogo. Vem kar precej, poznam tudi precej imen, poznam tudi taktične rešitve, pa vendarle me ne privlači tako. Tako da ja, poznam španske klube, špansko reprezentanco, poznam špansko nogometno žensko reprezentanco in polemike okrog nje. Skratka, sem nek poznavalec španskega športa v celoti. Nogometne tekme gledam takrat, ko je kakšen pomemben klasiko ali ko je kakšno pomembno prvenstvo. Sicer pa, da bi bila tak navijač, kot je eden od mojih sinov, Olimpija, pa da bi gledala, kako se Olimpija muči, kot on vedno pravi, nisem. To pa težko gledam vsak vikend. Aha, okay. Ampak si pa žalostna, ko Španci izgubijo na ta velikih turnirjih? Ne, sem vesela, ko Slovenija zmaga. Ok, v redu. Seveda, pač zdaj španščina te odvede tudi na druge celine, in recimo ena celina, ki si jo ti večkrat obiskala, je tudi Amerika, oziroma bolj natančno Južna Amerika. Recimo tudi tole, ki imaš, dobro, to je sicer še tale tretji predmet na mizi, je majevska zadeva, kar je sicer Srednja Amerika, ampak kaj te privlači na Srednji in Južni Ameriki? Potovanje v Južno Ameriko leta 1994 je bilo najino prvo veliko skupno potovanje z Blažem. Odločila sva se za Južno Ameriko zaradi tega, ker sem pač jaz takrat študirala španščino in antropologijo in zdelo se mi je, da se to dvoje v Latinski Ameriki bo nekako najbolj videlo. In to najino prvo potovanje je trajalo 57 dni. Tako da česa v Južni Ameriki nisem videla, ni težko povedati, samo v Venezueli nisem bila. Takrat tudi ne v Kolumbiji, ampak v Kolumbijo sem šla potem lani. Tako da Latinsko Ameriko seveda po nekih punktih kar dobro poznam. V Srednji Ameriki smo bili v Gvatemali, v Hondurasu, pa nič kaj dosti drugega. Letos gremo z dijaki na Yucatan. Sicer pa tisto, kar me pravzaprav privlači v Južni Ameriki, so seveda neke posebne geografske regionalne enote, kot je puščava recimo Atacama. V Patagoniji še nisem tako dobro bila, da bi lahko res komentirala. Potem, Galapaški otoki. Skratka, neka narava, ki je v Evropi na tak način ni, in je zelo posebna. Druga stvar, ki me privlači v Južni Ameriki, so pa seveda te odnosi v sodobni družbi. Namreč jaz sem tiste vrste etnolog in antropolog, ki ga zanima sodobna družba in ne toliko zgodovina. V smislu tradicije seveda ja, ampak kako se danes to reflektira? Torej, zakaj Maji še živijo in na kakšen način še živijo, kakšen je njihov jezik, kako štejejo, zakaj danes predstavljajo neko subkulturo in zakaj so odrinjeni na rob družbe. To so stvari, ki me relativno zanimajo in predvsem v smislu sodobnega načina življenja. To, kar imamo tukaj, je pravzaprav ena stvar, ki mi jih je podarila Indijanka, in sicer tale vrečka s tole luškano figurco, noter se imenuje quitapenas. Za tiste, ki znamo špansko, vemo, da to je beseda, ki je ena izmed redkih španskih besed, ki je sestavljena. Quitar in penas, torej da ti odvzame bolečine. Aha. Majevska princesa je to dobila v dar od Boga in dala to pod polštrček. In vsak otrok, ki ne more spati v majevski kulturi, tej lutki quitapenas, razloži, kateri so njegovi strahovi, in se na tak način prečisti. Danes je seveda to z drugačnim namenom, ampak quitapenas uporabljajo majevske ženske predvsem takrat, ko je nekdo hudo bolan in odganja bolečino. Zato, ko smo bili prvič v Srednji Ameriki in so mi to podarile majevske ženske, imam vedno pod polštrčkom. Aha, in glede na to, da skoraj nimam bolniške, na gimnaziji Poljane in da dijaki zelo sprašujejo, kdaj bom kaj manjkala, pa nisem. Ko izmenjava. Je izmenjava, ja. Podarim to tudi prijateljicam, ki imajo kakšne hude bolezni ali kaj podobnega. In seveda moja verovanja ne grejo v smislu religioznosti, ampak dobrih namenov. Ja.
Pa da ne bova govorila samo o teh mal mističnih stvareh, tudi še ena stvar je iz Južne Amerike, ki ti je precej ljuba, to je, in jo imamo tudi tukaj, strip Mafalda, za katerega praviš, da je tvoj najljubši strip o 6-letni deklici, nekaj takega, ki se ves čas sprašuje o svetu okrog sebe. Je to razlog, da ti je ta stripek tako všeč? Hkrati je pa seveda zelo igriv oziroma špikne tam, kjer malce boli. Se ti ne zdi, da sem to jaz? No, sej, ne. Zato sem jaz kar zdaj mal to opisal. Lahko v bistvu samo pokimaš, pa rečeš, to je razlog. Seveda mi je všeč njena mentaliteta in njen način izražanja, čeprav argentinska španščina je res močno naglašena, tudi pod močnim italijanskim vplivom, tako da njen jezik je kar težko razumljiv, sploh v začetni stopnji, in ko se o Mafaldi pogovarjamo v razredu, dam vedno od spodaj podnapise, ker če ne se smejim samo jaz. Drugače mi je pa všeč pravzaprav tudi njena ikonografija, všeč mi je ta velika glava, ki seveda simbolizira njeno radovednost, njeno intelektualno zrelost pri 6 letih, sprašuje se o Združenih narodih, o atomski vojni, tudi konec koncev o starših, o pomenu šole. Skratka, to so vsa vprašanja, ki ne pritičajo neki deklici 6 let, pa vendarle je njena situacijska komika smešna tudi 6-letniku. Tako da ja, Mafalda me na nek način opisuje, dostikrat se z njo identificiram, doma imam en pulover z eno tako veliko Mafaldino glavo, tudi moje ozadje v računalniku je včasih bila Mafalda. Skratka, mi je kar ljuba. Ne prenesem pa slovenskega prevoda Marjanca. Aha, ampak ona je tudi rahlo pesimistična. Je to tudi nekaj, kar bi tebi pripisali? To pa mislim, da ne, če jo tako razumeš. Pesimist sigurno nisem. Nisem pa nerealni optimist. Verjetno sem bolj realist, z nekimi zadržki tudi, ki jih znam javno povedati in utemeljiti. Pesimist pa nisem. Sicer bi zelo težko delala v tem poklicu in težko živela sama s seboj. No, ampak očitno je, da si poznavalka tudi teh južnoameriških tudi zgodovinskih dogodkov. Namreč napisala si tudi spremno besedo, oziroma bila si ena od avtoric spremne besede čilenske pisateljice Marcele Serrano, Kar mi leži na duši. Kako da je do tega prišlo? To je bil izbor maturitetne komisije, ki se zelo trudi, da pravzaprav špansko govorno področje ne jemlje samo znotraj Španije, ampak da osveščamo maturitetnega bralca, da se seveda španščina govori tudi drugje. Takrat smo izbrali to delo, ki pa seveda brez nekega kulturnega in političnega konteksta lahko pomeni mogoče samo neko ljubezensko zgodbo, Zato sva z Uršo Gršak, takratno kolegico, zdaj kolegica na faksu poučuje, zapisali to spremno besedo. Ja, to je prepletanje teh dveh mojih interesov, se pravi poznavanja španskega jezika in kulture in civilizacije nasploh. Je pa seveda španskih govorcev na svetu 580 milijonov. Naš ta govorna področja je treba biti kar precej vztrajen in ponovno brati, in se izobraziti na tem področju. Danes je največje govorno področje Mehika, čez par let bo to ZDA. Tako da tudi ta špangleščina, ki se tam razvija, spangliš ali kaj podobnega, bo nekoč prevladovala. Tako da tudi to je izziv poučevanja španščine. Dostikrat v razredu rečem, ko sem jaz bila v teh klopeh, so mi rekli tako. Danes vam rečem tako. Torej, jezik je zanimiv tudi zaradi tega, ker je vedno v sozvočju z družbo, v kateri živimo. In nobena stvar ni tako 100% zabarikadirana. Torej, naslednja destinacija, ki jo boš natančno raziskovala, bodo ZDA. Z eno skepso, namreč zdaj, čeprav, kot veš, veliko potujem, in ni kontinenta na svetu skoraj, kjer ne bi bila, so pa ZDA država, kjer še nisem bila. Malo namenoma. Zato, ja. Sem te to vprašal. Malo namenoma, ker trenutno gojim res ene velike zadržke do ameriške kulture, če bi temu tako lahko rekli, ali ne kulture, do tega političnega prostora sploh. Seveda z vsem spoštovanjem do vseh naravnih danosti, ki jih imajo.
nacionalni parki so baje fenomenalni in seveda se bom tudi tega lotila na nek način. No, pa ker tudi same ZDA so bile ko sem jaz tam potoval, izrazito antropološka ekskurzija. Ja, in zelo raznolika, jaz verjamem, da jim delam krivico, a ne? Mi je pa trenutno z povprečnim Američanom težko se pogovarjati v tej njegovi nevednosti in težnji po ocenjevanju sveta. Če bi te kdo vprašal, katero državo pa priporočaš iz tega reči Južne Amerike, pa bi se morala samo za eno odločiti, bi rekla? Bi rekla Kolumbija. Kolumbija. Ko sva z Blažem začela načrtovati pot po Kolumbiji, so itak vsi mislili, da sva zmešana, vključno z nekaterimi mojimi kolegi, ki so se prestrašili za mene. Ampak Kolumbija je danes relativno varna država in te mafijski karteli so seveda stvar preteklosti. Pablo Escobar je mrtev, a ne, in oni so se med sabo relativno dobro zmenili, kaj je potrebno narediti, a ne, da bo država na zunaj bolj varna in da se jim ne splača, da se med sabo bojujejo in se grejo mafijske boje. Tako da v nobenem trenutku se nisem počutila v nevarni situaciji. Kolumbijci so v primerjavi z ostalimi Latinosi zelo prijazni. Niso namreč vsi narodni enako prijazni, njihova španščina je spodobna, brez velikih naglasov in njene naravne danosti so neizmerne. Če bi me vprašal to pred par leti, bi verjetno rekla Ekvador, za katerega bi zelo podobno lahko govorila, vendar je Latinsko Ameriko, to je pa mogoče tudi ena stvar, na katero treba biti pozoren, relativno dobro treba skozi spremljati. Namreč tam se zgodijo neki državni udari, neke spremembe, o katerih v Evropi težko sledimo, a ne, in nič ne beremo ali pa nič ne vemo in trenutno recimo je Ekvador izrazito nevarna država. Zaradi nekih uporov, zaradi mafijskih bojev in tako naprej in se streljajo sred glavnega mesta. Pa sred televizije. Ja, tako da, kar se tega tiče, a ne, danes bi rekla Kolumbija, verjetno bi pa pred 10 leti rekla Ekvador, ki je podobno kot Kolumbija, relativno majhna država za Latinsko Ameriko, vendar zelo raznolika in prijetna za potovanje. Tale žirafica je pa... To je pa moja druga ljubezen. Afrika je pravzaprav mogoče celo prva. Namreč v Latinski Ameriki je koncentracija ljudi in stikov, ki jih imaš, res intenzivna. Ko sva bila prvič v Afriki leta 1996, se zaveš te prostranosti narave in sem začela občudovati predvsem ta živalski svet. Jaz sem tudi ljubiteljski fotograf in ko dobim nov fotoaparat, ne, se mi ponavadi zmeša in takrat posnamem 100 slik nečesa in ena izmed teh je žirafa. Žirafa je moja najljubša žival, ki sem jo opazovala najprej v Etoši, v Namibiji in potem še v Keniji. In ko si ji zelo blizu, se zaveš njene veličine in visokosti in njenega nesorazmernega telesa, hkrati pa njene elegance. In to je ena izmed stvari, a ne, o kateri sva že prej govorila, da mi estetika zelo veliko pomeni. Tale žirafa, ki sem ji bila, kot vidiš, zelo blizu, a ne, se je pripravljala pred ribnikom vode, a ne, da bo pila. Zdaj, žirafa je štorasta in zato zelo ranljiva. In stalno opazuje s temi učki, a ne, krasne trepalnice ima, okrog, da jo ne bo seveda nekdo napadel in pojedel. A ne. Ta njena zgodba me je zelo presunila in jaz imam na 100 slik teh žiraf. Torej, prinesla si pa tudi še sliko gorile. Je tukaj tudi zadaj kakšna zgodba? Ja. Zakaj ravno gorila? Naša prva potovanja so bila po Južni Afriki, Namibiji in Bocvani, potem smo bili v Keniji, nazadnje smo bili v Ugandi in Ruandi. V Ugando smo seveda šli gledati tudi gorile v narodni park in čeprav se pravzaprav pripraviš na potovanje, veliko bereš in pogledaš, a ne, vse podatke o gorili, kako velika je, kako težka je, kako podobna nam je, ko jo zagledaš na meter razdalje, si popolnoma presenečen. Torej, oče gorila, ki me je takole gledal v oči, a ne, je presojal, ali sem nevarna njegovim, a ne, otrokom, mati gorila zraven, a ne.
to so neopisljivi trenutki, neke veličine. Čeprav veš, kot rečeno, koliko je težka, koliko je velika, ko sem jaz videla njen vrat, takole velik in njeno glavo, me je totalno presunilo. Druga stvar, ki pa pravzaprav jo vidiš, je, kot rečeno, ti prebereš, v kolikih procentih smo si podobni, ampak ko vidiš v resnici v gorili refleks nekega človeka, si pa rečeš, to je res nekaj, kar privoščim vsakomur, da bi doživel. Ta gorila nas je gledala s temi očki, praskala se je po obrazu kot naš trener Zdovc, košarkaški, po obrveh. Gibala se je pravzaprav zelo podobno temu, kar mi pač vsak dan počnemo. To je neka izkušnja tukaj noter, za katero niti nimam pravih besed, ampak je prav gotovo ena izmed tistih, ki nas je najbolj presunila. Namreč ta potovanja po Afriki so nekoliko drugačna, bolj ali manj ne srečuješ ljudi, ampak živali. Tudi ta lov za gorilami, v narekovajih je pač neka vodena zadeva, in to niso taki nacionalni parki, kjer iz nekega avtomobila nekaj slikaš, ampak pač hodiš cel dan, in jih gledaš in iščeš. Slika je pa romala domov zato, ker po vseh teh potovanjih smo se naučili seveda, da nek suvenir brez smisla, na katerem samo brišeš prah, res nima prave vrednosti. Zato si običajno kupimo nek spomin, neko doživetje, ki ga lahko vsakič, ko pogledam njene oči, ta slika visi v Jakovi sobi, sicer se spomnim tistega pogleda in tiste izkušnje z gorilo. Aha, sem mislil, da to potem visi na hodniku, da vsak, ki pride, ga v bistvu gorila presoja, a je v redu ali ni. Moj hodnik je zelo odprte narave, tako kot moja hiša, ki skoraj nima sten. Tako da hodnik je del dnevne sobe, del kuhinje, del jedilnice in prav gotovo ne presoja gostov. Ne presoja gostov. V redu. No, prej si omenila, zelo lepo je iti v Španijo in seveda tudi drugam, ampak potem pa zelo lepo pride domov. In tukaj doma pa je tudi en kotiček, ki, kolikor mi je znano, ti je zelo ljub, to je Bohinj, kjer imaš vikend. Kaj ti v bistvu Bohinj pomeni? Samo odklop ali tudi kaj več? Bohinj sem jaz, je, da sem nastala v Bohinju. Aha. Tako da očitno gre za neko genetsko povezavo. Imamo zelo lepo hišo na zelo lepem mestu, kjer, ko odprem vrata, balkon, okno, vidim na desno Triglav, na levo jezero, pred mano pa neskončnost. Bohinj mi pomeni veliko, ker je to neka posebna mikroklima, kjer se, ko ni turistov, dobro počutim, kjer so ta prostranstva nekih kotičkov, ki jih mogoče vsakodnevni turist ne prepozna, samo moja ali pa naša, kjer se moji psi dobro počutijo in kjer imam zelo lepe spomine na skupno preživljanje bohinjskih dni s svojo družino. No, tle si zdaj tako lepo, kot si o tej destinaciji povedala, nisi povedala o nobeni drugi. Veš, ko se vračam iz potovanj, si vedno, ko priletim v Evropo, pa naj bo to Madrid, Dunaj ali kaj podobnega, na Brnik skoraj nikoli ne preletim iz znanih razlogov, rečem, to je moj dom. Torej, evropska kultura, način mišljenja, tradicija, način razmišljanja je tista, ki me utemeljuje. Jaz sem sicer zelo rada po svetu, ampak kot vidiš, se nikoli nikamor nisem preselila, pa bi se lahko, ampak moj dom je Evropa. In ja, Bohinj je sigurno eden lepših krajev na svetu, tudi zaradi narave, ampak predvsem zaradi spominov in zaradi stvari, ki jih počnemo v Bohinju, zame osebno. In to seveda vključuje tudi tvoja dva psa, ki sta pa verjetno tudi eno prav posebno veselje. Ja, mi smo malo bolj pasja družina, torej ko sem bila jaz majhna, smo imeli najprej eno kužico, potem drugo
In obe sta doživeli lepo starost, 17 let, in potem, ko je Rola predzadnja umrla, smo imeli eno pauzo, potem sta pa Žiga in Jaka, ko sta bila v 9. razredu, rekla, no zdaj bi pa mi imeli svojega psa. Takrat sta Žiga in Jaka že trenirala rock'n'roll in to je bilo 5-krat tedensko, in smo rekli, ok, itak bo mami skrbela pol bolj ali manj za pse, ampak vendarle je bila to neka posebna družinska dogodivščina. Najprej smo dobili Mezzaluno, je Italijanka iz bližine Modene, in seveda smo se najprej pregovarjali, kako bomo zdaj tega psa klicali tam po Golovcu in PST-ju, ker to je pa res dolgo ime, No in po vseh variantah smo ga skrajšali potem v Melu. Tako da prva kužica je Melu. Ko je bila pa ona stara 9 let, pa že malo prej smo začeli razmišljati, da bi kupili še enega, preden se naša Melu postara. Potem se je zgodil COVID, pa smo malo zamudili. No, ampak potem je pa prišla Easy Star All Star, tudi iz istega legla, ki jo kličemo Easy. Obe sta rase Šapendus, kar je relativno neznana pasma v Sloveniji, nas je samo par 10. In gre za ovčarsko pasmo, ki je zelo prijazna, srednje velikosti, po slovensko se ji pa reče ovčji koder. Tako da ima, v bistvu, ko je mokra, skodrano dlako, ki je zelo težko česati, zato skrbi mož Blaž. Drugače so pa to zelo prijazni psi, navezani na človeka in skozi nas držijo skupaj, one so ovčarke. In ja, je to velika ljubezen, oboje stranska. Mogoče zdaj še posebej, ko sta Žiga in Jaka se odselila od doma, je pa to pač trenutno ena izmed takih dnevnih skrbi, ki so seveda bolj ali manj prijetne. Ampak potovati s psi pa je tudi zalogaj, ali jih pustiš doma? No, to so pravzaprav prej želela povedati, poleg tega, da sta imela treninge, sem jaz postavila ta pogoj, torej, če bomo imeli pse ali psa, takrat smo se pogovarjali o enem, pač ne bomo nehali potovati, No, in seveda smo se odločili, da ne, tako da naša politika je taka. Če potujemo z avtom, vzamemo pse s seboj, kamorkoli. To so krasna potovanja, bili smo v Baski, bili smo v Galiciji, letos smo bili na Baltiku. Skratka, zbiramo malo bolj premišljeno, destinacije, ki niso tako zelo vroče poleti, in to sta dve zelo pridni kužici, ki sta veseli za to, da sta z nami in bi sigurno bolj trpeli, če bi ostali doma. Če pa gremo z letalom, kot je Kolumbija ali kaj podobnega v zadnjih letih, si seveda pasje varstvo zdaj razdelimo, ker smo itak razseljeni. Ko smo šli pa v Afriko, smo ga pa pač najprej eno, pa potem drugo dali v varstvo. Tako da potovanje s psom je tako kot potovanje z majhnim otrokom. Tako kot se odločiš in manj se sekiraš, boljše je. Žiga in Jaka sta prvič sedla v avtodom, ko sta bila stara 2 leti. Smo prišli v kemp, smo dali kahlico, lulali kakali in šli naprej. Melu in Easy sta zelo podobna, se ustavimo, lulamo, kakamo in gremo naprej. Ja. Super. Fino potovanje je tudi skušati. Seveda se malo prilagajaš, muzeji so lahko problem, ampak recimo letos smo bili tudi v košarkaškem muzeju, v Litvi s psi so nas pustili. No, pa bi pa še vendarle na eno stvar ves čas ponavljam, kako bomo prišli do tega. Mi je všeč, ker se je to velikrat pojavlja tekom najnega pogovora. Namreč ples, očitno je, da gre za eno pomembno strast v tvojem življenju. Plesala si, prej si malo namignila, kaj v bistvu si plesala? Ja, v osnovni in srednji šoli, pa pol kot študenti, to so bili časi, ko smo veliko hodili na plese. Jaz sem plesala pri Jenku, standardne in latinsko-ameriške plese, vendar ne tekmovalno, nikakor ne. Tudi to ni bil nikoli naš cilj. Tako da potem se je pa pač zgodil ta ples rock'n'roll v naši družini, tako da težko bi rekla, da je ples moja strast, Definitivno je en del našega življenja, ampak predvsem zaradi Žige in Jaka. Aha. Ker ti si tudi vpeta dost v ta, ali pa si bila, v to plesno sceno. Zdaj, kot sem jaz zasledil, Vražje dame, se vam reče, par dam, ki imajo oziroma pomagajo pri organizaciji tudi raznih dogodkov plesnih.
Ja, rock'n'roll družina v Sloveniji je relativno majhna. In všeč nam je bilo pravzaprav na začetku ravno to, da to ni bilo nekaj zelo pretencioznega. Začela sta kot krožek v osnovni šoli, kjer se je slučajno zgodil Matjaž Izak, njun prvi trener, in potem ta zgodba z Briljantino je šla naprej. Ker je to relativno majhna družina, kot smo rekli, vsi pomagamo tam, kjer najbolje znajo. Seveda trenerji so trenerji, mama in očetje pa pomagamo pri organizaciji prireditev, ki smo jih pa seveda speljali že na tak nivo, da organiziramo tekve svetovnega pokala, tudi svetovno prvenstvo ali zaključek svetovnega pokala. To so tekme, kjer je 1000 plesalcev in kjer pravzaprav vse delamo sami, ravno zaradi tega, da je nekaj tega družinskega pridiha. Tem tekmam rečemo Memorial Primoža Bezilja, v spomin na Primoža, ki je soplesalec bil naše glavne trenerke, Mirjam Krpan Izak, s katero tvorimo Vražje dame, skupaj še s kolegico Barbaro, ki to pač organiziramo. Tako da vsak pomaga tam, kjer najbolj zna. Na začetku nisva tega nič omenila, jaz sem se šolala tudi na London School of Economics in naredila tako imenovani modul, bi se najbrž temu danes reklo Public Relations. In pač to mi gre dobro odlog in organizacija je sigurno ena stvar, kjer se znam hitro obrniti, tudi znanje jezikov pomaga, tako da vsako leto, zdaj tudi 7. decembra, organiziramo tekmo svetovnega pokala. Da ste pa Vražje, ste se pa same tako poimenovali, ali so vam drugi to dali? Ja. Aha. Ne bi vedela, čeprav mislim, da je ena izmed nas 3 avtorica tega termina, verjetno pa tudi drugi mislijo, da smo malo hudičevke. Aha, no evo. Zdaj pa prihajava mi v sklepni del najnega pogovora in v sklepnem delu se jaz vedno zastavim eno serijo vprašanj vsakemu gostu do zdaj samih. Teh vprašanj si nisem sam zmislil, gre za nek vprašalnik, ki je bil že 100 let nazaj dobesedno postavljen francoskemu pisatelju Marcelu Proustu in potem kasneje predelan za razne medijske osebnosti, seveda predvsem v Franciji, pa tudi drugi so ga že uporabljali. Skratka, danes ga uporabljam jaz in na ta veleumna vprašanja bo odgovarjala moja gostja Natalija Žlajpah. Natalija, kaj je tvoja najljubša beseda? Ni nujno, da je v slovenščini. Guatemalteco. In to pomeni? To pomeni Guatemalčan. Ampak mi ni všeč beseda zaradi pomena, ampak zaradi tvorbe besede. In sicer zaradi tega, ker je v bistvu govori o nacionalni pripadnosti, vendar na indijanski način. Namreč končnica eko, je taka indijanska zabavna končnica in to je največji zalogajev, ko se učimo narodnosti v razredu, ker seveda vsi rečejo malo drugače. Guatemalteco. Beseda, ki jo najbolj sovražiš? Sovraštvo. Kaj je tvoj najljubši zvok? Tišina v Bohinju. Kaj pa zvok, ki ga najbolj ne maraš? Lahko so to turisti v Bohinju, moram pa priznati, da so momenti zvečer, ko gledajo z Blažem TV Dnevnik, sva še tista generacija, ki nama novice nekaj pomenijo, ko začne ta psa nekontrolirano lajati z nekimi visokimi toni. Tega ne marava. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Iskreno povedano, jaz sem človek, ki ne kovne. Ne znam klet in ne poznam nobenih kletvic. Tako da pravzaprav mi grejo kletvice na živce, tudi če jih izgovarjajo drugi, jaz jih pa sploh ne govorim. Je pa res, da namesto španske kletvice, ki obstajajo, če jih uporabiš v napačnih kontekstih, res pomenijo lahko zelo nekaj hudega. Ko pa jih uporabljaš namesto vejce, če znaš to res zelo dobro, so pa vejca. Ja. Tako da te vejce znam, kdaj pa kdaj jih uporabljati. Sicer pa nisem človek kletvic. Ok, in verjetno tudi prva moja gostja, ki je ne bo treba cenzurirati. Kaj te navdušuje? Navdušuje me neka energija do življenja. Se pravi, nek odnos do tega, da je vsak dan lahko nekaj posebnega, nekaj, kar te zadovoljuje, nekaj, kar te pelje naprej. Če se pa zares ne maraš? Vampov. Katero znano osebnost bi najraje spoznala? Glede na to, da sem ljubiteljica Queenov, mogoče Freda Mercuryja, čeprav mi kot oseba ni toliko ljub, ampak imel pa fantastičen glas. Kateri poklic, poleg seveda svojega, bi še rada opravljala?
Torej, zdaj sigurno ne več nobenega, ampak kot rečeno na začetku tega intervjuja, verjetno bi bila zadovoljna, verjetno tudi dobra veleposlanica. Kaj pa je poklic, katerega nikakor ne bi želela opravljati? Ne predstavljam si sebe v pravniških vodah, se pravi soditi nekomu ali ga obsojati kakorkoli že, ali je kriv ali ne. Čeprav zna biti verjetno študij prava, mora biti zanimiv, ampak tam se jaz ne vidim. Kateri talent, ki ga nimaš, bi najraje imela? Ne znam povedati. Okay. Kaj je ena stvar, ki jo imaš oziroma poseduješ in bi jo morala vreči stran? Imam veliko čevljev. Okay. Moj mož bi rekel preveč. Najbrž bi šel lahko tudi kakšen par stran. Če bi se lahko reinkarnirala, bi se reinkarnirala v katero bitje? Ja, verjetno bi bila zelo srečna, če bi bila moj pes, Mezzaluna. Drugače pa mislim, da bi bila najraje tale žirafa. Tale žirafa. Še par hitrih, kava ali čaj? Nič. Hribi ali morja? Hribi. Mačka ali psi, pa mislim, da znam odgovarjati. In še čisto na koncu, Natali, če Bog obstaja, kaj bi si želela, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Imela si se lepo. Tako bo tudi naprej. Natali, hvala lepa, ker si se vzela čas za tale najin pogovor. Hvala tudi vam, ki ste ta najin pogovor poslušali. Hvala celi ekipi, ki stoji zadaj, ki je vi sicer ne vidite, ampak je seveda nujno potrebna, tale naš projektak sploh funkcionira. Se vidimo naslednjič, vi se pač imejte, kakor se le da imeti lepo. Nasvidenje. Nasvidenje.